Dober dan, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli znova na Slovenski matici v okviru Koroških kulturnih dnevov, ki jih gostimo tudi mi tukaj, seveda po zaslugi tudi našega člana upravnega odbora in predsednika Društva koroških Slovencev v Ljubljani, profesorja Janeza Strgarja. Danes še prav posebej pozdravljamo, bi rekla, naše založniške sestre. Najprej bomo predstavili dve ediciji knjižni, eno, ki je šla pri Pavlovi hiši, za katero vemo, da na Štajerskem tako intenzivno skrbi za slovensko kulturo, slovenski jezik, in druga, ki je šla pri Mohorjevi založbi v Celovcu. Kot vedno znova poudarjamo, je neizmerno dragoceno čuvati te robove slovenstva, tam, kjer so nekako meje, kjer se govori slovenski jezik na avstrijskem Štajerskem in tudi Koroškem, ravno zato, ker je to način, kako pravzaprav ohranjati to naše središče in sredico. In tega se Slovenska matica vsak trenutek zaveda, zato nam je vsakokrat prav poseben praznik, kadar lahko gostimo Slovence, ki živijo na drugi strani meje, bodisi v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem ali Madžarskem. Tokrat bomo še prav posebej, kar nekoliko redkeje govorimo, če imamo nekolikokrat več priložnost spoznati dejavnost koroških Slovencev, ki živijo na avstrijskem Koroškem, pa je nekoliko redkeje priložnost, da spoznavamo tudi dejavnost tistih, ki delujejo in živijo na avstrijskem Štajerskem. In zato bomo dali prednost in besedo najprej avtorju nove knjige, gospodu Simonu Ošlaku Gerasimovu, ki je izdal knjigo o Slovenskem Gradcu. In kar je v tej knjigi še prav posebej dragoceno, je, da nastopata v njej tudi dva, bi rekla, pomembna junaka. Eden je skrit tu zadaj za našim panojem, tudi Lovro Toman, ki je bil prvi predsednik Slovenske matice, in tudi njegova kratka zgodba in življenje z Josipino Tornograjsko v Gradcu je seveda opisana v tej dragoceni knjigi. Torej, nekaj so me želeli popraviti, tako da... Gospod Filipič bi začel. Aha, dobro, torej najava ni bila pravilna, kljub vsemu bomo dali prednost in prvo besedo uredniku Celovške Mohorjeve, gospodu Hanziju Filipiču, ki bo predstavil vodnik po Koroški in Štajerski. Morda je pa to res pravi uvod, da zajamemo oba prostora in potem preidemo tudi na štajersko področje. Torej, v tisti prostor, ki ga vse premalo poznamo, je pa bil zelo pomemben tudi za razvoj slovenskega intelektualcev, izobraženstva. Predstavimo se samo v čas izpred 160 let, ko je bila osnovana matica in ko so tako rekoč vsi intelektualci morali hoditi študirati na Dunaj in tudi v Gradec. Tako da seveda je ta dragocena zgodovina zdaj popisana, še prej pa na popotovanje po Koroški in Štajerski. Dovolite, da vas tudi jaz vse lepo pozdravim, zlasti goste naše, ki prihajajo iz sosednje Avstrije. Zdaj, ko smo sestavljali program Koroških kulturnih dnevov, danes je to 8. prireditev v okviru letošnjih, torej smo na polovici. Še 8 nas čaka do 14. aprila. Je bilo eno od naključij, bi rekel, da so se srečala s Simonom na knjižnem sejmu,
konec leta v Ljubljani, takrat je že imel zemljevid zunaj, knjige še ni bilo in potem smo presojali, da se da oba te dva turistična oziroma kulturno-zgodovinska vodnika dobro povezati ob skupni predstavitvi in tudi vključiti v Koroške kulturne dneve. Čeprav gre za gradec nekaj elementov, zato je že naša tajnica urednica povedala, drugi je tudi ta, da Simon Ušlak je koroški Slovenec, ki živi v Gradcu. Koroški Slovenec pa tako rekoč z obeh strani po očetov meje. Tudi slovenska matica v družini ni neznana, povezava je znana. Tako da več utemeljeval, zakaj smo se tako odločili, skupaj z glavnimi organizatorji celovcev, da se današnji dogodek vključi v Koroške kulturne dneve. Zdaj, da ne bi na koncu opozarjal še oziroma vabil na vse ostale prireditve do zaključnega koncerta 14. aprila, tudi tam imate pa večina vas je po elektronski pošti ali pa s plakatov dobila te programe, vsi ste vabljeni, tudi vas vabimo, da se ne javite naprej, da vemo, kako je s prostori oziroma pogostitvi ali kakorkoli spremo. Še ena mala sprememba, mala je danes programov. Z nami bi moral biti tudi avtor vodnika po Koroški in Štajerski, magister dr. Jože Til, ki tudi ni koroški Slovenec, recimo, je pa Korošec s posebno provenienco, o kateri bo Hansi Filipič več povedal. Žal je zbolel in kratkoročno smo za to zvedeli. In ker je Hansi Filipič ne samo glavni urednik Celovškega horja, ampak je tudi sam uredil ta vodnik, mislim, da bo kvalificirano predstavil negotovo vsebino, tudi pomen različnost morda od ostalih, ki so jih tudi kakšne za Koroško izdali, recimo Cercerja pri Horjevi, pa tudi odgovoril na kakšna vaša vprašanja. To velja za oba predstavitelja. Knjige so tudi tu na voljo, potem, ko bomo ta uradni del zaključili. Pri Jožetu Tilu, če še to rečem, sem se veselil, da se srečava, da sem mi bo podpisal na kakšno od njegovih knjig. Več o njih bo še Hansi Filipič povedal, sabo sem si vzel recimo to o železni kapli. V obeh jezikih, železna kapla njene cerkve, je pa avtor za koroške Slovence, pa za vse Slovence, znamenitih oziroma pomembnih del, vključno od Antona Martina Slomška, železopisa, pa Hebe Krške in tako dalje. Žal potrčeno, mu lahko tokrat samo pošljemo najboljše želje za hitro okrevanje. Vse ostalo je pa zdaj v vajenih rokah, mi bomo pa pozorna publika in verjamem, da boste tudi kakšno vprašanje lahko zastavili še. Najlepša hvala za pozdrav in uvod. Tudi jaz vas v imenu Mohorove založbe iz Celovca prav prisrčno pozdravljam na tej predstavitvi dveh, po moji oceni, zelo zanimivih knjig. Janez je že povedal, da je žal Jože Til zbolel in nam je zapisal, oziroma napisal e-mail, tako vem, da ga je zdravnik tako poslal, ne bi rekel karanteno, ampak mu je rekel, da mora ostati doma in počivati, da ne sme hoditi na okoli in to za kakve 14 dni in tako. Žal danes ne more biti tu z nami in on bi bil seveda tisti, ki bi to knjigo znal veliko bolje predstaviti, kot bom to mogoče storil jaz. Je izreden strokovnjak na tem področju. Svojo ženo že leta dolgo potujeta, oziroma že kar desetletja, tako lahko rečemo, po Avstriji, ampak ne samo po Avstriji, temveč potujeta tudi v druge države. Recimo, pisal je že tudi za koledar v Siriji in
takrat, ko tam še ni bilo vojne, bil je 2 leti pred izbuhom te vojne tam. In si delata zapise, sprašujeta ljudi, ki jih tam srečata, in tudi vse slike, ki jih so objavljene v tej knjigi, je sam naredil, to se pravi, sta sama naredila. Žena mu tudi veliko pomaga, zlasti seveda ona je doma iz Štajerske, tudi Jože Til zdaj živi na Štajerskem, je tudi del tako rekoč slovenskega Gradca, če tako lahko rečemo. In žena pa je bila učiteljica oziroma profesorica germanistike, se pravi, poučevala nemščino in je tudi za nas že večkrat lektorirala nemška besedila, tako da sta pravzaprav, če tako rečemo, zelo dober tim, in ne smemo izpostaviti samo Jožeta Tila, temveč tudi njegovo ženo, Brigito, ki je lektorirala in pregledala vsa njegova nemška besedila, ki jih je objavil. In teh besedil je izredno veliko, Janez je že nekatere omenil. Premogovi je izdal dober ducat knjig, mislim, da če sem prav štel, jih je izdal 13. No, mogoče še malo povem kaj o Jožetu Tilu samemu, da boste mogoče tudi to bolje razumeli, rojen v Železni Kapli. To je tako rekoč takrat, ko se je on rodil v onoma slovenskem kraju, ampak mi je pa nekoč pravil, da se slovenščine ni naučil tam, ampak se je slovenščine naučil drugod. Bil je potem, mislim, da tudi v malem semenišču, študiral teologijo, bil učitelj na ljudskih šolah in v osnovnih šolah in potem kasneje tudi profesor za verouk, kar seveda veste, v Avstriji je verouk obvezni predmet, to se ni obvezni predmet, ampak je predmet na šolah, se poučuje na šolah, lahko se pa odjaviš od verouka. To je seveda možno in zdaj, ko imamo tudi druga verstva, povem tudi to zaradi tega, ker je Jože Til seveda je religijski pedagog, če sem to prav prevedel, religionspedagoge, in je seveda on se s tem veliko tudi ukvarja, tudi v knjigi, v svojih knjigah o verstvih in tako naprej se veliko ukvarja tudi z sožitjem med verami. In želim povedati tudi to, seveda, da vero poučuje lahko tudi islamska skupnost, evangeličanska skupnost, vse priznane avstrijske vere, to se veroizpovedi, imajo pravico, da poučujejo tudi, oziroma ponujajo pouk verouk tudi na avstrijskih šolah. Potem je bil profesor v Celovcu in sicer na visoki šoli pedagoški visoki šoli, potem je bila poimenovana v visoko šolo Viktorja Frankla in je tam poučeval to prav religijsko pedagogiko, to se pravi verouk, in je tako rekoč izobraževal vse dvojezične veroučiteljice in veroučitelje, oziroma skoraj vsi so šli skozi njegov pouk in poruk. Izdal je, kako rečeno, že 13 knjig, je že omenil Janez o Železni Kapli in sicer vedno objavlja, oziroma poskuša objavljati v obeh jezikih, če je to le možno. Ta je tudi delno dvojezična, ta knjiga o Železni Kapli. Potem je o Hemi Krški, to je objavil v nemškem izvirniku in pa tudi v slovenskem prevodu, tudi sam velikokrat ta svoja dela prevaja. Piše seveda v nemškem in slovenskem jeziku. Potem je napisal zanimiv vodnik po križovem potu v Kamnu v Poljuni, če boste kdaj tam, si ga ogledajte, to so postaje, ki so jih do Cerkvega, so oblikovali različni, to se pravi koroški oziroma avstrijski umetniki in umetnice. Potem je opisal tudi liriko, božično razpoloženje, Weihnachtssehnsucht, tudi to je šlo pri nas. Potem o Antonu Martinu Slomšku se mi zdi, da je ta biografija o Antonu Martinu Slomšku išla tudi v nemškem in slovenskem jeziku izredno zanimiva,
ker je njegov pristop mogoče malo drugačen od tistega, ki ga imajo mogoče slovenski zgodovinarji. Seveda objavlja izredno veliko člankov, tako za slovenske časopise, za Nedeljo, tudi vedno objavijo vsako leto kak članek v našem koledarju, in pa seveda tudi za recimo Sonntag, to je nemški cerkveni, cerkveni list na Koroškem. Objavil tudi knjigo o duhovniku koroškem Slovencev Rudolfu Plümnu, mogoče vam je ta oseba tudi znana. Bil mislim, da je ta osebni spovednik Josefa Cajtla, če se ne motim, in je tudi ogromno deloval, bil tudi za njegovo družbo tako rekoč zelo pomemben, ker je pomagal jo tako rekoč poživiti njeno delovanje po drugi svetovni vojni. No in mogoče, da pridemo do te knjige, to je pa v bistvu ta podlaga za to slovensko, ki jo bom potem še bolj predstavil. In sicer je izdal knjigo Österreich Reichen Kultur und Natur, in sicer po celi Avstriji, podobno zgrajena kot tudi ta knjiga po Koroški in Štajerski, oziroma skoraj na isti način zgrajena, samo je seveda Zvezne dežele predstavil z nekoliko krajšnjimi besedili. Njegovo težišče, tako tudi pri tej knjigi po Koroški in Štajerski, je na področju, to se pravi, umetnosti in pa kulture, ima tudi kratke zgodovinske uvode, ni pa to zdaj recimo vodnik, ki je omejen na dvojezične kraje, seveda pa posebno omenja tudi avstrijske oziroma manjšine, ki živijo v Avstriji, zlasti seveda Slovence tako na Štajerskem kot pa tudi na avstrijskem Koroškem. Ima kratek uvod, ampak predstavlja pa praktično vse pomembne kraje na Koroškem in pa na Štajerskem. Tako da seveda, kako rečeno, je tu kulturno-zgodovinsko težišče, tudi težišče na umetnosti. Že iz njegovih del prejšnjih vidimo, da je to tako rekoč tudi njegova, zdaj tako rečem, ljubezen, da se ukvarja tudi z umetnostjo, starejšo umetnostjo, pa seveda tudi z sodobno umetnostjo. Tako da boste, če boste to knjigo prebrali, dobili zelo dober vpogled v te kraje, z kratkimi zgodovinskimi uvodi in potem predvsem z razlagami teh del umetnikov in umetnic v različnih cerkvah, tako starejšega datuma kot tudi novejšega datuma. V bistvu je velik del tega prevod teh dveh prispevkov Koroški in Štajerski v tej obširni nemški knjigi, ampak je seveda to moral še malo razširiti, da je lahko tako rekoč, da lahko bolj podrobno predstavil ti dve avstrijski zvezni deželi. Je tako, da smo se odločili za ta dva kraja, oziroma ti dve zvezni deželi zaradi tega, ker sta ob meji z Slovenijo. In ta vodnik je dejansko namenjen za vse tiste Slovenke in Slovence, ki se želijo potovati po Koroškem in Štajerskem, ki želijo te kraje bolj podrobno spoznati. Ampak, kako rečeno, res je to težišče kulturno-zgodovinsko, on ne predstavlja, recimo, kje se dobro je ali dobro prespi ali kaj podobnega. To se pravi, je dejansko to njegovo težišče na področju kulture, umetnosti in zgodovine. Več mislim, da je težko predstaviti. Jaz bom, tako rekoč, če sem poskušal orisati Jožetovo delo in pa tudi na kratko predstaviti knjigo, ampak kraje same morate pa sami obiskati
morate tudi sami vzeti knjigo v roke in prebrati. To ni zdaj tak roman, ki bi ga lahko tako prebral, ampak je pač knjiga, po kateri listaš. Ja, to pa je potem tako rekoč vaša naloga. Bi lahko za predstavo sam povedal, ker se lažje predstavlja? Jože Til je že, ne vem, koliko je točno tam, ampak je upokojen, bo čez 70 let stal. Se bom pomaknil, da bote bolje videli. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moje ime je Susana Vettner, sem predsednica Kulturnega društva Člen 7 za Avstrijsko Štajersko, Pavlova hiša, ki pač kulturno društvo izdaja tudi knjige. Nismo založba, čeprav nas nekateri tako kličejo, imamo prednosti in slabosti, da nismo založba, da pač, ja, vedno ena stvar ima dobre in slabe plati. Ampak možnost je, da pač izbiramo in izdamo knjige po želji in po financiranju. In tako je nastala tudi ta knjiga, ki jo bo Simon Ošla-Gerasimov danes predstavil. Simon Ošla-Gerasimov je kot jaz študiral slovenščino in ruščino, kot pedagoško smer v Gracu. Je tudi nekaj časa v Gracu poučeval slovenščino. Potem, ne vem, a še poučuješ ruščino? Ne več. Nemščino pa za Ukrajince? Tudi ne. Tudi ne več, no. Torej, samo še novinar za ORF, za slovenski spored na Štajerskem, torej spremlja naše dogodke. Ponavadi je en prispevek pri oddaji Dober dan Koroška Štajerska tudi iz Štajerske, oziroma tudi na radijskem sporedu lahko izveste, kaj se tako pri nas dogaja. In se je pač potem ukvarjal z slovenskim Gradcem, ki morda ni tako znan, vemo za slovenski Trst, za slovenski Celovec, ampak da ima Gradec tudi svoje slovenske korenine, je morda manj znano. Pa ime, seveda, ja. O tem pa Simon kaj več povedal. Pavlova hiša pa je kulturni dom štajerskih Slovencev v Potrni, po nemško Lafeld, v bližini avstrijske Radgone. Kulturni center deluje od leta 1998 naprej. Imamo tam stalno razstavo o zgodovini Slovencev na Štajerskem in menjajoče se razstave. Imamo koncerte, literarne večere, večinoma je celoten program dvojezičen. Nekaj malega gradiva sem vam še prinesla zraven, poleg knjige. In ja, zdaj pa, če se vam da, če imate čas, dobrodošli v Pavlovi hiši, ampak zdaj pa konec mojih besed, pa naj začne Simon govoriti. Hvala. Ja, hvala lepa Suzi za to čudovito predstavitev. Hvala tudi vam, da ste se danes udeležili moje predstavitve knjige Slovenski Gradec, Slovenišes Grac. Pravzaprav gre za knjižni paket, gre za dve knjigi v enem. To je čudovita rešitev, ki smo jo našli, se pravi, ena polovica knjige je v slovenščini in če zadevo obrnete, imate pa še drugo polovico tudi v nemškem jeziku. Se pravi, zato, da Pavlova hiša niti ni prava založba, nam je uspela res bogato opremljena knjiga. Jaz bi se pa čisto na začetku rad tudi opravičil pri vseh prebivalcih Ljubljane, ki jih moti masovni turizem. Moram priznati, da sem sokriv tega masovnega turizma, kajti leta 2017 sem izdal dejansko turistični vodnik o Ljubljani v nemškem jeziku za založbo Falter. Ravno danes sem spet dobil Tantjeme z Dunaja. Gre skoraj za bestseller, zelo dobro se prodaja, tako da jaz sem deloma kriv za te turistične mase. Če prihajajo iz nemško govorečega prostora. To je tudi en razlog, zakaj jaz res nisem hotel tudi še za Gradec napisati turistični vodnik, da bi tudi tam še dobili
toliko več turistov, se pravi, moja ideja je res bila napisati kulturno-zgodovinsko študijo, kulturno-zgodovinsko knjigo, ki se ukvarja s kulturo in zgodovino slovenske kulture, seveda v Gradcu, ki smo ga je včasih imenovali Nemški Gradec. Mislim, da, ali pa upam, da zdaj po tej knjigi temu ne bo več tako, da torej Gradca ne bomo več videli samo v tej nemški luči, ki si jo je sam tudi dal nekako, torej ravno v 19. stoletju so skušali Gradec prikazati kot neke vrste nemško trdnjavo na meji do slovanskega ali pa slovenskega sveta, ampak seveda že ime mesta, ki je tudi v nemški različici razvidno, ne, Graz, Gradec, od Klagenfurt teže pridemo do Celovca, ne. Seveda je jasno, da je že od samega začetka bil torej slovensko zaznamovan, se pravi, Slovenci imamo to edinstveno kulturno-zgodovinsko vlogo za mesto, da smo mestu dali ime in tega se sploh ne da skrivati. Suzi tudi ve, da so to poskušali, da je dolgo časa obstajala neka legenda, da ne bi torej Bavarci ustanovili Gradec in da se zato tudi v resnici imenuje Grec in ne Gradec. Se pravi, skušali so vedno spet ponemčiti, ampak vendarle je ostalo torej tudi v nemški različici to še slovansko oziroma slovensko. Ja, veliko poti vodi v Gradec, veliko poti ravno torej iz slovenskega kulturnega prostora vodi v Gradec, ampak tudi iz Gradca v slovenski kulturni prostor. Profesor Erik Prunč, ki je dolgoletni vodja bil Inštituta za prevodoslovje v Gradcu, je rekel, da je v Gradcu marsikateri Slovenec bil prvi v odnosu do slovenske zgodovine, do slovenskega jezika. V Gradcu so bila prva predavanja za medicino na univerzi v Gradcu, so bila prva predavanja za pravo v slovenščini. V Gradcu je bilo tudi prvo predavanje o slovenski literaturi v slovenščini, to je bil znameniti profesor Karl Štrekl. In Gradec je pravzaprav, oziroma Graška univerza je igrala neke vrste, in tu so recimo tudi paralele do Slovenske matice, neke vrste vlogo matične univerze za prvo slovensko univerzo tukaj v Ljubljani, kajti mnogo profesorjev, ki so bili prvi profesori Ljubljanske univerze, je prej delovalo v Gradcu. Recimo tak znan primer je Fran Ramovš, ki ga zagotovo vsi poznate. Torej, to sem hotel v knjigi prikazati, se pravi, da je Gradec po mojih pojmih, sploh pa po teh raziskavah, na eni ravni z Dunajem ali pa Celovcem, ko gre za kulturno-zgodovinsko vlogo za slovenstvo. Recimo, če samo pomislimo na to, ko so v Ljubljani poskrbeli za prve telefonske povezave, to je bilo že konec 19. stoletja, še v času monarhije, in sicer na glavni pošti so bile prve povezave do Dunaja, Trsta in do Gradca. Se pravi, tam se je že videlo, kako pomembno vlogo je igral Gradec. Gradec jaz tudi imenujem pravzaprav neke vrste predhodnik Ljubljane v odnosu do Slovencev. Zakaj? Ker od približno času 15. do 17. stoletja je Gradec imel status rezidenčnega mesta Habsburžanov, se pravi, Habsburžani so vladali iz Gradca in Gradec je imel tudi status prestolnice tako imenovane Notranje Avstrije. In v tem sklopu Notranje Avstrije je bilo ozemlje današnje, oziroma tedaj celotne Štajerske, še nedeljene Štajerske, nedeljene Koroške, Kranjske, Primorske, Tržaške in pa deloma celo tudi Hrvaške. In v tem smislu je Gradec torej bil glavno mesto že daleč, torej zdavnaj pred Ljubljano. Seveda tukaj univerza igrala bistveno vlogo, zaradi univerze so torej Slovenci vedno spet prišli v Gradec in sicer ne samo iz Spodnje Štajerske, ampak tudi iz Kranjske. Da se Dunaj potem uveljavil kot glavna univerza za Slovence, je prišlo relativno pozno, v drugi polovici
19. stoletja. To ima več razlogov, v glavnem to, da je Gradec enostavno bil bližji za Slovence vedno kot univerzitetno mesto in pa tudi ceneje študirati v Gracu. Ja, začnimo tam, kjer se je vse začelo, tukaj na Grajskem hribu v Gracu, kjer stoji ta urni stolp, kot veste, je to simbol mesta Gradec. To je preostanek nekdaj mogočne utrdbe, to je bila najbolj mogočna utrdba sploh Avstrije, ki pa danes ne stoji več. In tukaj že lahko malo govorimo o teh usporednicah, o teh podobnostih med Gradcem in Ljubljano. Gradec in Ljubljana sta obe približno enako veliki mesti, približno 300 000 prebivalcev in pa z Grajskim hribom v centru mesta, samo pač s to razliko, da pač v Gracu ni več gradu, ki je nekoč stal na Grajskem hribu. Zakaj ne? Morda ste za to že slišali. Tukaj igra vlogo Napoleon in sicer, ko so Napoleonove čete neuspešno hotele večkrat osvojiti, okupirati Gradec in seveda Grajski hrib, in to ni uspelo in potem po mirovni pogodbi na Dunaju je pa Napoleon ukazal, da se mora graški grad uničiti. Utrdba se je morala uničiti, nekateri to pojmujejo kot neke vrste maščevanje, lahko pa enostavno to vzamemo kot interpretiramo, da enostavno ni dovolj Avstrijcem, da bi imeli neka zaklonišča, kjer bi lahko recimo skrivali orožje ali kaj podobnega. No in meščani Gradca so morali odkupiti od Francozov urni stolp, ta je še ostal od te utrdbe in se razvil torej v mestni simbol. Ja, tukaj to je slika iz knjige in mi smo zavestno izbrali pogled v smer juga z Grajskega hriba. Zakaj? Ker tam se že vidi Pohorje. Če je lepo vreme, se pravi, tam na Grajskem hribu že čutimo bližino slovenskega ozemlja, Pohorje in seveda tudi Maribora, to je približno 50 km zračne linije proti jugu. No, če ostanemo na Grajskem hribu, če gremo še malo bolj navzgor, pridemo do tega mozaika in na tem mozaiku so obeležena mestna partnerstva, ki jih ima Gradec. Tukaj vidimo že zelo zgodaj Gradec vzpostavil prijateljske odnose z Mariborom, to je bilo že leta 1987 in tukaj spodaj, bolj slabo vidno, pa se vidi Dubrovnik, Sankt Peterburg in pa Laibach, se pravi z Ljubljano je Gradec tudi prijateljsko povezan od leta 2001. Kar je morda še treba omeniti, kar je še zanimivo, da imata Gradec in Maribor celo skupno evropsko regijo, to je nekaj zelo posebnega, in v tej evropski regiji Gradec Maribor živi približno 1,6 milijona prebivalcev. Nažalost, ta regija ni napolnjena z nekim življenjem, z neko kulturo, z neko izmenjavo, to je velika škoda in upam, da bo ta knjiga morda spomnila tega ali onega politika, da bi vendarle to spet malo začeli torej s temi povezavami. Ja, zdaj smo se spustili z Grajskega hriba na glavni trg v Gradcu in tukaj na glavnem trgu vidimo ta vodnjak s kipom nadvojvode Janeza. Nadvojvoda Janez je recimo za Štajersko zagotovo najbolj pomemben, ali pa med najbolj pomembnimi Habsburžani, igral je tudi pomembno vlogo za Slovence, za slovensko kulturo. Mariborčani poznajo posest Meranovo, ki ga je ustanovil pravzaprav začetek nekega sodobnega vinogradništva s plemenitimi vini. To je on torej začel, on je recimo tudi osebno štipendiral slovenske študente teologije, konkretno v Gradcu, in pa on je tudi bil pobudnik južne železnice z Dunaja proti Trstu, ki je bila na začetku celo poimenovana po nadvojvodi Janezu. On je ustanovil zavarovalnico Graca Wechselseitige, ki ima tudi podružnico v Ljubljani, tudi v Mariboru. In to zavarovanje je bilo pravzaprav prvo zavarovanje, ki je sploh zaščitilo kmete proti požaru. Se pravi,
in ta zavarovalnica je pa delovala tudi na Kranjskem. Spravi, za mnoge Slovence je to bila pravzaprav prva zavarovalnica, ki je ustanovil nadvojvoda Janez. Ustanovil je tudi prvi avstrijski muzej, Joanneum. Njegova osebna knjižnica je tudi bila osnova za postavitev Štajerske deželne knjižnice, ki je največja avstrijska deželna knjižnica. No in okoli nadvojvode Janeza pa so postavili 4 alegorije 4 štajerskih rek. In med temi 4 štajerskimi rekami je samo še ena, ki dejansko teče po avstrijski Štajerski, to je reka Aniža, po nemško Enz, ki je na zgornjem Štajerskem. Vse ostale pa so že povezane s slovenskim prostorom. Predvsem ta, po nemško San, kdo ve, kaj je to po slovensko? Savinja. Točno, to je reka Savinja, ki jo vsi dobro poznamo, ki sploh ni več na teritoriju avstrijske Štajerske. Potem tukaj zadaj na desni strani je reka Mura. Kot veste, reka Mura teče skozi Gradec in potem naprej proti Gornji Radgoni in to torej je mejna reka med Avstrijo in Slovenijo, med avstrijsko Radgono in Gornjo Radgono. Mnogi Gradčani mislijo, da Mura teče skozi Maribor, ker se pač mislijo proti jugu in na jugu je Maribor. To je treba vedno spet razložiti, ne, to je Drava, ki je pa tam zadaj. Spravi Drava, Mura, Savinja in pa Aniža. To so te 4 štajerske reke. Se pravi, v samem centru že vidimo, imamo konkretno povezavo do slovenskega prostora. To je reka Drava. Ja, zdaj smo pa šli čez reko Muro. Zdaj smo v notranjosti zakladniške kapele pri graških minoritih. In tukaj v tej zakladniški kapeli najdemo to fresko. Kdo ve, za katero mesto tukaj gre, ki je upodobljeno na freski? Gre seveda za slovensko mesto, če njega ne bi omenil. Ni se bistveno spremenilo, ja, tukaj sem slišal Ptuj, točno. To je Ptuj, zakaj? Ker so graški minoriti historično itak že vedno bili povezani s ptujskimi minoriti, ki so, mislim, da celo starejši od graških minoritov. In iz Slovenije je tudi prišla delegacija, ki je v 70-ih letih pravzaprav rešila graške minorite pred tem, da bi samostan zaprli, ker ni bilo več naraščaja, ni bilo več menihov, bratov minoritov, ki so seveda najprej iskali brate v nemško govorečem prostoru, niso jih našli. Potem je pa celo po intervenciji, bi lahko rekli, ali pa naročilu Vatikana, so se pa obrnili proti jugu, proti Sloveniji in dejansko so torej slovenski minoriti poslali delegacijo, ki je do leta, mislim, da 2006 oskrbovala minoritski samostan v Gradcu. Zdaj ga oskrbujejo bratje iz Romunije. In že približno 100 let pa obstaja tudi katoliška verska skupnost, ki se zbira, torej slovenska verska skupnost, ki se zbira pri minoritih. In tam v tej zakladniški kapeli je vsako nedeljo in ob praznikih tudi slovenska ali dvojezična maša. Ja, in po mašah se verniki radi zbirajo v kletnih prostorih, ki so urejeni torej posebej za to slovensko versko skupnost. In tam torej pater Jože Lampret, ki torej obhaja slovenske maše iz Olimja, prinaša tudi patrove kapljice, torej zelo zdrava zadeva. Jaz sem tudi se informiral o apoteki, torej v lekarni to je dejansko zdravilo, ker je toliko zelišč not. In Olimja, mislim, da veste, da je 3. najstarejša lekarna v Evropi. To se da torej dobiti po mašah v Gradcu. Ja, to je zdaj bil tak res kratek pogled, kako zelo je zgodovina mesta Gradec povezana s slovenskim jezikovnim, kulturnim in tudi geografskim prostorom. Zdaj v drugi polovici prezentacije bi pa rad še predstavil par oseb.
ki so povezane z Grazem, in potem bomo pa tudi še prišli do teh zvezdnih trenutkov slovenske kulture, ki jih imenujem v knjigi. Seveda nimamo nažalost časa za vse, ampak nekaj bi rad predstavil. Ta gospod Anastasius Grün, kot se je sam imenoval, ali pa grof Aleksander Auersperg, je rojen Ljubljančan. Kot verjetno veste, bil je politik in pesnik. Deloval je tako na Dunaju, v državnem zboru, kakor tudi v deželnem zboru v Gracu. Bil je nemško-liberalno usmerjen, ampak imel je zelo dobre prijateljske odnose do Slovencev, ne samo, ker je pač sam bil prvotno iz Ljubljane, živel je potem v Gracu. Med njegovimi najboljšimi prijatelji je bil Prešeren. In od Prešerna se je potem tudi kar dobro naučil slovensko, posvetil mu tudi pesmi. In Anastasius Grün je v Gracu uredil pravzaprav prvo zbirko slovenskih narodnih pesmi za nemško publiko. Se pravi, to je izšlo v prevodu in to je uredil Anastasius Grün. Seveda mu je vsekakor pri tem pomagal Prešeren, verjetno tudi Stanko Vraz, ki je tedaj deloval v Gracu. In pa med sopobudniki, ampak med ljudmi, ki so to omogočili, je bil tudi nadvojvoda Janez. Se pravi, v prvi polovici 19. stoletja je v Gracu res veljal tak liberalen duh, ki so bili do slovenske kulture dosti bolj odprti kot pa pozneje. To je v mestnem parku. Ja, človek, ki ga vsak Štajerc pozna, to je Janez Puh, ali v nemščini Johann Puh, kot ga imenujejo Gračani, vsak Gračan ga pozna. Malo kdo pa ve, da je to pravzaprav Slovenec, po rodu Slovenec. Učil se je v Radgoni, potem preselil v Gradec, v Gracu je ustanovil znamenito, konec 19. stoletja znamenito tovarno koles, ki jih še danes vidimo po vsem Gracu. To so izredno priljubljena kolesa, zelo dobra kolesa, Puhova. Pozneje so izdelovali motorna kolesa in tudi avtomobile, ki so jih izvažali po vsej Evropi. V glavnem je pa s temi vozili oskrboval avstrijsko vojsko. To je bila izredno uspešna pot Janeza Puha, to je bila med največjimi tovarnami sploh. In zaradi te velike tovarne je seveda tudi prišlo z juga, sploh iz tega mariborskega okoliša, veliko Slovencev v Gradec. Na prelomnici med 19. in 20. stoletjem naj bi v Gracu živelo celo približno 11% Slovencev. To je takrat bilo približno 15.000, to je kar veliko. Zdaj pa bi rad omenil še nekaj aktualnih oseb iz slovenskega prostora, ki delujejo v Gracu, in sicer na zelo pomembnih in visokih pozicijah, ki jih torej tudi omenjam v knjigi. To je sprva Marko Mele, morda ga poznate, to je od lanskega leta strokovni vodja celotnega univerzalnega muzeja Joanneum. To je Joanneum zaradi tega, ker ga je ustanovil nadvojvoda Janez Johann. Ima vsega skupaj 19 enot, je največji takovrstni muzej v Srednji Evropi in tega zdaj torej od lanskega leta vodi Slovenec Marko Mele, ki je pa že prej približno 10 let vodil arheološki muzej v Gracu. Andreja Hribernik, ki je prej delovala v Slovenj Gracu, pa tudi od lanskega leta kot direktorica vodi Kunsthaus, to je muzej sodobne umetnosti v Gracu, izredno ugledna hiša, in ona je že s prvo večjo razstavo tudi pogledala proti jugu, kajti organizirala je skupaj z Muzejem sodobne umetnosti v Zagrebu, s tako veliko retrospektivno razstavo, kjer so sodelovali tudi zelo znani slovenski umetniki, recimo Irvin, NSK, Neue Slovenische Kunst in tako naprej. Se pravi, res zelo prominentne osebnosti iz sveta umetnosti, ki so se torej predstavili v Gracu. Andreja Hribernik, to res ni samoumevno, to je treba omeniti, skrbi tudi za to,
da imate po novem tudi možnost ogleda hiše v slovenskem jeziku, se pravi bolj ali manj redna vodstva po hiši v slovenščini. Kot rečeno, to ni samoumevno, če boste kdaj v Gradcu, če načrtujete obisk v Gradcu, se lahko torej javite pri muzeju in to je vam omogočil tudi vodstvo v slovenščini. Ja, Andreas Unterweger je zelo pomembno ime v literarni sceni Gradca. On je namreč izdajatelj najbolj pomembne literarne revije Gradca, to so Manuskripte. In malo kdo ve, to so šele zdaj verjetno izvedeli po izidu te knjige, da je Andreas Unterweger dvojezičen. On je torej po materini strani Slovenec, on je odraščal tudi dvojezično. Slovenščine se je naučil iz otroških knjig ljubljanske babice, zato tudi sam pravi, da je njegova slovenščina zelo otroška. Se pravi, on ne govori o mizi, on vedno govori o mizici, on ne govori v čevlju, ampak v čeveljčku, ker ima pač slovenščino iz teh otroških knjig, ampak z njim se lahko torej čisto normalno pogovarjati v slovenščini. Ne samo to, on je tudi poskrbel, recimo, da je kot priprava na gostovanje Slovenije v Frankfurtu lansko leto, da so v vsaki številki Manuskripte izdali tudi sodobno slovensko liriko v originalu in v prevodu in on bo s tem nadaljeval. Se pravi, slovenska lirika ima zdaj stalni prostor tudi v tej najbolj pomembni literarni reviji Gradca in s tem tudi Avstrije. Morda to veste, da je graška literarna scena najbolj močna. V Avstriji v Manuskriptih je recimo svoje prve tekste objavljal Peter Handke, Nobelov nagrajenec, ki je tudi polslovenec. Jaz graško literarno sceno šaljivo, bolj ali manj šaljivo imenujem Malo slovensko gnezdo, ker pravzaprav vedno spet vidimo neke povezave do slovenske literarne scene, slovenske kulture, kot rečeno Andreas Unterweger, potem zelo pomembna literarna revija Lichtungen, tam deluje Daniela Kocmut, prevajalka Jančarja, ki je seveda tudi torej Slovenka po rodu in tako naprej. In seveda tudi ustanovitelj Manuskripte Alfred Kolarič ima slovenske korenine. Ja, zelo znana osebnost, ki tudi živi v Gradcu iz slovenskega prostora, prvotno z Ptuja, je Branko Lenart, zagotovo eden najbolj prepoznavnih fotografskih umetnikov, tega, jaz bi celo rekel, srednjeevropskega prostora, razstavljajo v vseh znanih galerijah, od New Yorka do Züricha, pa seveda tudi v Ljubljani. In pred kratkim je sodeloval pri retrospektivni fotografski razstavi Graz Photo Selection 4, kjer so izbrali najbolj ugledne fotografe Gradca in tam so seveda tudi povabili Branka Lenarta, to je bilo pa v Mariboru v fotogaleriji Stolp. Ne vem, če še teče razstava, ampak je še, ja. No, tam si lahko tudi njegova dela ogledamo. Bil je pa seveda tudi predsednik Pavlove hiše, to je treba tudi omeniti. Ja, sedaj pa nekaj teh zvezdnih trenutkov, ki jih omenjam v knjigi. En tak zvezdni trenutek je ta znameniti, znameniti štirijezični slovar, Dictionarium Quatuor Linguarum, ki ga je izdal Hieronym Megisser. Zanimivo je, v Gradcu seveda, ja. Zato to omenjam. Zanimivo je, da je torej ta človek, ki je to napisal in izdal, niti ni bil Slovenec, niti ni bil iz slovenskih krajev, niti ni bil iz avstrijskih krajev, temveč iz Nemčije današnje. Ja. Se pravi, prvotno iz današnje Nemčije, slovenščine se je pa naučil od slovenskih protestantov, ki so delovali v Nemčiji. No in on je bil v Gradcu, je imel pozicijo dvornega historika, dvornega zgodovinarja in se pravi napisal tudi nekaj zgodovinskih del. Zanimivo tudi za Koroško je napisal, mislim, da sploh prvo tako obširno zgodovino dežele Koroške. No in v Gradcu je pa izdal ta štirijezični slovar, ki predstavlja pravzaprav začetek slovenske leksikografije. To je prvi večji tiskani slovar,
ki vsebuje tudi slovenščino, kar je še izrednega pomena, da se tukaj slovenščina pojavlja v sozvočju s takratnimi svetovnimi jeziki, se pravi z nemščino, latinščino, je zanimivo, kako sploh imenuje slovenščino, ilirike, se pravi, on slovenščino imenuje ilirščino, ki jo imenujejo slovanščino, ja, in pa z italijanščino. Se pravi, kaj to za nas pomeni, da nek nemški univerzalni učenjak, ki pride v Gradec, izda prvi večji tiskan slovar za slovenščino in to še v sozvočju s svetovnimi jeziki, to pomeni slovenščina je imela neko veljavo, slovenščina je imela nek status v sklopu te notranje Avstrije, ki ga danes v avstrijskem delu nima več. Ne? Danes je torej na avstrijskem, štajerskem in avstrijskem Koroškem slovenščina manjšinski jezik, jezik neke narodne skupnosti. Takrat je bil status znatno višji, kot to vidimo, ne? V teh časih. Se pravi, izredno pomembna publikacija je šla v Gracu. Ta slovar je medtem že digitaliziran, se pravi, tega si lahko za vsako gleda preko spleta, original pa hrani seveda Štajerska deželna knjižnica. Še en tak pomemben trenutek slovenske, sploh jezikovne zgodovine je ustanovitev prve stolice za slovenski jezik, ki torej ni bila v Ljubljani, ni bila na Dunaju, ampak v Gracu, to je bilo leta 1811. Prvi profesor za slovenščino pa je bil Janez Nepomuk Primic iz Kranjske. Primic je v mnogih pogledih prvi, torej ni bil samo prvi profesor na tej prvi katedri za slovenščino, on je bil tudi ustanovitelj prvega slovenskega znanstvenega združenja, ki se je imenovalo Societas Slovenica. To bi lahko prevedli slovensko tovarištvo, slovensko prijateljstvo, tudi v Gracu. To je bilo pa leta 1810. Delovalo je zelo kratko, ukvarjali so se s pisanjem slovarjev, z izdajanjem, oziroma imeli so v glavnem načrte, da bi izdali tudi nek popis slovenskih krajevnih imen za Štajersko in tako naprej. Se pravi, veliko načrtov, pravzaprav nič niso uresničili, ampak to je bila neka vrsta odskočna deska za ustanovitev torej prve katedre za slovenski jezik. Primic je bil tudi prvi, ki je uporabil ime Slovenija za to območje današnje Slovenije, sicer v pismu svojemu učitelju Valentinu Vodniku v Ljubljani. In Primic je bil tudi med prvimi, ki so začenjali uporabljati izraz sloveniš za slovenščino tudi v nemškem jeziku. Kot smo prej videli, se je zato uporabljalo ali iliriš, se pravi ilirščina, predtem ali pa slaviš morda tudi, ali pa zelo razširjeno tudi vindiš za slovenščino. Seveda danes ima vindiš ravno tudi zaradi koroške zgodovine čisto nek drug pomen, ampak takrat, če govorimo o recimo v tem avstrijsko-slovenskem prostoru, je bilo jasno, z vindiš je mišljena slovenščina. In torej Primic je bil med prvimi, ki je začel sloveniš uporabljati tudi v nemščini. Naprimer, ko je delal reklamo za svoja predavanja v graških publikacijah, kjer so torej vabili študente, da bi se udeležili teh tečajev slovenščine. Zakaj so to uredili ravno v Gracu, zakaj ravno v tem času, to ima več razlogov. Prvič enkrat je bila to čisto pragmatična odločitev, zakaj, ker približno 1/3 kronovine oziroma še vojvodine Štajerske je bila slovenska. In za te Slovence seveda treba poskrbeti tudi za izobrazbo in iz tega čisto pragmatičnega razloga so se odločili, da bodo predvsem za bodoče duhovnike in pa uradnike skrbeli tudi za potrebno izobrazbo v slovenščini. Drug razlog, zakaj so to v Gracu ustanovili, so, in zdaj se morda vrnemo spet malo v Ljubljano, in ker smo ravno na tej lokaciji, vi veste, Kongresni trg se imenuje Kongresni trg zaradi tega kongresa, ki so ga organizirali
po ilirskih provincah, po tem času Napoleona, in ker je Napoleon zaradi postavitve teh ilirskih provinc, ker je Ljubljana postala torej glavno mesto teh ilirskih provinc, je s tem odrezal bistven del, mislim, celo malo več od polovice teritorija, od teritorija, ki mu je vladal Gradec, ne, ta notranja Avstrija. Se pravi, z ilirskimi provincami je izginila Primorska, Kranjska, celo zahodni del Koroške, v glavnem je ostala Štajerska. In zato so se odločili, da morajo seveda za Slovence na Štajerskem ustanoviti torej to stolico, da bi nudili izobraževanje. Ja, še en tak zgodovinski trenutek je v Gradcu je ustanovitev Kluba slovenskih študentk in študentov, to je bilo leta 1974, ustanovili so ga Koroški Slovenci. Je pa to vseslovenski klub, se pravi, tam so recimo med predsedniki je tudi bila že študentka iz Maribora, pa tudi iz Gorenjske je že bila študentka, se pravi, se res razume kot vseslovenski klub, ne samo kot Koroški slovenski klub. Je, bi rekel, eden glavnih stebrov slovenske, predvsem mladinske kulture, jaz to imenujem pristan slovenske mladinske kulture v Štajerski prestolnici. Recimo, jeseni skrbijo slovenskimi dnevi za tako res veliko slovensko kulturno stalnico v Gradcu, najmanj 3 dni traja zbrani koncerti in tako naprej, razstavami, degustacijami, kjer torej predstavljajo širši publiki slovensko kulturo. Imajo torej, to je zanimiva slika, kot vidite, v koronskem času, kjer so pač študenti, ker ni bilo možno organizirati nekih kulturnih prireditev. V prostorih so izkoristili ta čas in enostavno celotno prenovili klubske prostore, to pa seveda tudi s pomočjo finančnih sredstev iz Slovenije. Tukaj na obisku je bila takratna ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Jaklič, ki se je torej malo ogledala in tudi iz osebnega žepa darovala nekaj za prenovo kluba. Klub zdaj seveda spet čisto normalno deluje. V teh prostorih v ulici Mesečine, Mončengase 9, tukaj majhna zanimivost za vas, slučajno je tako naneslo, da ima ta klub v Gradcu in klub na Dunaju isti naslov, prav v isti ulici v Mončengase. Kako se lahko to zgodilo? Ja, tam je 7, ja. V Gradcu je 9. Dobro, to je res tak steber in je najstarejši aktivni slovenski kulturni klub v Gradcu. To je ta študentski klub. Ja, zdaj zadnji tak zvezdni trenutek slovenske kulture v Gradcu, ki ga v knjigi omenjam, je ustanovitev slovenske čitalnice, to je bilo 2013, in sicer v prostorih Štajerske deželne knjižnice je to. To je do danes edina uradna kulturna ustanova Republike Slovenije v Gradcu. Tukaj se odvijajo seveda predvsem branja, ki so recimo prej bila na Inštitutu za slovenistiko, so zdaj torej tukaj. Poleg tega seveda je treba omeniti, da imamo v prostorih deželne knjižnice seveda tudi knjižne police, ki so namenjene izključno slovenski literaturi, ampak to v slovenščini in v prevodu, v nemškem prevodu. Približno 3000 knjižnih enot imamo zdaj. Tudi Mohorjeva je, mislim, da celo 2-krat darovala knjige za slovensko čitalnico, v glavnem pa s knjižnim materialom slovensko čitalnico oskrbuje Univerzitetna knjižnica v Mariboru. Zdaj, 10 let po ustanovitvi te slovenske čitalnice v Gradcu pa se kaže na to, da bi morda prišlo do naslednjega velikega koraka, do naslednjega zvezdnega trenutka, to bi pa bila ustanovitev slovenskega doma v Gradcu. O tem se zdaj govori tudi že na uradni ravni. Pri zadnjem srečanju
političnih predstavnikov dežele Štajerske in pa predstavnikov Republike Slovenije v Celju, tega stalnega odbora. Je torej ministrica za zunanje zadeve, slovenska in pa štajerski deželni glavar sta oba dala obljubo, da bo prišlo do ustanovitve slovenskega doma v Gracu. To bi potem bil še en tak zvezdni trenutek, v katerem bi potem lahko opisal v naslednji knjigi. Ja, mislim, da smo ravno pravilno prišli do konca. Hvala za pozornost, če imate kakšno vprašanje. Lahko vprašate, če mi vprašanje všeč, bom tudi odgovoril. Obima, prej sem že dejal, da boste imeli možnost kaj še vprašati, tako da prosim še Hanzija Filipiča, da se tudi pridruži, če bo tudi nam naslovljeno kakšno vprašanje, ne da bi podaljševal. Sem se vmes spomnil še ne zvezdnega trenutka, ki je bil že omenjen tudi Erich Prunč, zvezdnega in povezovalnega. Erich Prunč, loški Slovenec, je v Gracu ustanovil inštitut za prevajalstvo in ga je vodil v bistvu do svoje smrti. Pri Slovenski matici smo mu pa izdali njegovo drugo zbirko skupaj z Horjevo Celovško in seveda urednik Reginald Voškarnik, Koroški Slovenc, Matjaž Kmecer, Matičar, Ljubljančar tudi, tako da to je še ena zvezdna povezava in z Gracom, in s Koroško, in Slovensko Matico. Zdaj pa seveda ubiti na Boga. Simon je pozabil, da je v tem stolpu tobogan. Ja, pred kratkim so uredili, ni ravno v tem stolpu, ampak v bližini stolpa je vhod, kjer obstaja že od leta 2013, nekasneje, lift, s katerim se lahko čisto enostavno peljemo gor na grajski hrib. In okoli tega lifta so pa uredili tudi tobogan, ki je menda celo največji tobogan Srednje Evrope ali takega, jaz se sam še nekaj. Simon je pozval Maribor pa Graz. Govoril sem z mariborskim šlofom Cviklom, tlele, in je rekel, meni osebno, da Maribor brez Graca sploh preživel ne bi v zdajšnjih časih. Ja, to je žalostna zgodba s to nadškofijo mariborsko, ki je investirala v zelo neke čudne zadeve, niti sama verjetno ni docela razumela, in rešujejo pa dejansko graška škofija finančno. Škofi mislijo širše mesto, ne znam što. To tudi, ja. Ampak na vsak način to je taka zanimivost, da dejansko graška škofija je finančno za to poskrbela, da se mariborska ni celo sploh končala. Enkrat je šla slovenska novinarka kot dopisnica iz Ljubljane, te štajerske slovenikostva enega župana ga je intervjuvala in on sploh ni vedel, da ima sploh Slovence. Vprašanje, prosim. Tam je vprašanje. Ja, jaz bi imel Janez Kipinskeren duši pripričan v Ljubljani, samo izrazil veselje nad vsem tem, pa posebno na tem, kar ste rekel, da ste izdal v nemščini eno turistično knjigo v Ljubljani, se mi zdi. Ja. Se pravi, to je tista poanta, ki je v zadnjem času sledim. Namreč zdaj, ko sem v penziji, sem ustanovil podjetje, založbo in tako, in imam namen. Mi stalno prepričujemo sami sebe, kakšni revčki smo bili v zgodovini in tako naprej. Evropa pa o tem čisto ne ve, ali pa zelo malo, ker pač tega naša uradna politika ne posreduje, v dovoljšni meri niti ne vede, mi sami pa ne storimo dovolj. Jaz imam v planu izdati knjigo Nelepa kulturna dediščina odnosov med narodi v Evropi, v več jezikih, ne v slovenščini, pa ne za Slovence, ker mi skozi prepričujemo sami sebe, kakšni revčki smo. A veste, sprav, če bi, bom dal potem tale svoj koledar, pa če bi to knjigo jaz nameravam res izdati, bi bil vašega sodelovanja seveda zelo vesel. Se pravi, za Evropo knjigo o Sloveniji, ker Slovenci smo praktično nepoznani v Evropi.
po krivici, pa tudi po lastni nezaslugi. Ja, ker je bila omenjena ta turistična knjiga, kar sem pozabil omeniti, seveda, da jaz sem sicer rekel, ne hočem to kot kulturno-zgodovinsko študijo izdati, ampak kompromis za turiste pa je ta dvojezični mestni načrt. Se pravi, za tiste, ki se res hočejo sprehajati malo po Gradcu in kljub temu odkrivati te slovenske sledi in te slovenske povezave. To lahko rečem, da v centru Gradca skoraj na vsakem kotu se kaj najde, kar je povezano s slovenstvom. Za te smo torej priložili tudi dvojezični mestni načrt Gradca, kjer so omenjene vse te točke, ki so tudi bolj obširno omenjene v knjigi. In tu sem tudi zelo vesel, da nam je to uspelo, ker je to je zelo priljubljeno in to je tudi prvi takovrstni mestni načrt za Gradec, kaj takega še ni bilo. In mislim, da za Celovec tudi ni kaj takega. Je? Da imaš tudi v slovenščini. So. Janko Cecer je izdal. Itak Slovenska matica je izdala tisto knjigo o Celovcu, in tam notri zadaj je tak zemljevid. No, v Celovcu so praktično vsa imena v okolici Celovca, skoraj vsa imena slovenska, oziroma slovenskega izvora. Še kakšno vprašanje morda? Mogoče zanima, da je bila Slovenija en bil podrobo, kaj je glas govoril? Ne, se snema. Recimo, mene zanima, kje je bil sedež tega vedeželnega na Dvojvode, oziroma je to v terišnji glavarski hiši, ali je bilo v tistem gradu, ki je bil sezut. Pa zakaj recimo Gradec nekako ni obnovil tiste graščine, oziroma trdnave, ki je na Polman sesul, ne? To nam zanima. Hvala. Dobro vprašanje, to bi verjetno bilo preveč drago vse skupaj in pravzaprav je tudi ni bilo več potrebno. To je bilo že v času Napoleona zgodovinsko. Tiste, v bistvu so povsod podirali zidove. Tudi v Celovcu na Dunaju je potem tale Rimšklase nastala iz tega, oziroma te paleji, ki so okrog, to so v bistvu ta gradbeni material uporabili in so šele potem leta kasneje ugotovili, kakšna škoda je to. No, mestne zidove so pa Gradčani itak sami prostovoljni porušili, pa se tudi na Dunaju, ker če se mesto širi, je treba mestne zidove podreti, to so pač takrat tako naredili. Grad sam to pa že malo obžalujejo Gradčani, da ne stoji več tak mogočen grad. Recimo sedež deželnega glavarja Štajerske je še danes ta, in to pa seveda še stoji, to je pa mestni grad. Mestni grad je pa direkt pod Grajskim hribom. Ta seveda še stoji in tam je tudi sedež deželne vlade. In tam je recimo tudi vladal Friedrich III, ta znameniti rimsko-nemški cesar, je vladal v tem gradu. To je bila torej ta rezidenca Habsburžanov, je bila v mestnem gradu. Mogoče zanimivo tudi to, ko smo o leskih kovincah govorili, tiste, ki so nastale po Napoleonovih leskih kovincah, tu so imeli tudi Korošci, to še travma za Celovec, ker Celovec je bil središče, temveč Ljubljana in pa Gradec. V tistem času, šele 1849, je postajal spet Celovec upravno središče cele Koroške. Pa recimo zdaj tudi precej teh sodelovanj ustvarjajo, mislijo povezati nekako Koroško kliniko, celovško kliniko z Kraško kliniko, da postane tudi ta univerzitetna, da bodo tudi tle boljše izmenjave. Tako da Gradec je v bistvu dejansko v Avstriji zelo pomembno mesto. No to bi rad še, ker si omenil univerzo, to bi rad res poudaril, da recimo, mislim, da se v Ljubljani to ne čuti tako, ampak kar se tiče severovzhodne Slovenije, pa sploh tega mariborskega območja, Gradec še vedno igra izredno pomembno vlogo tega univerzitetnega središča. Spravi, če se pogovarjate z mladimi Mariborčani, oni pravzaprav skoraj že avtomatsko bolj gravitirajo proti Gradcu kot pa proti Ljubljani, prvič enkrat, ker je geografsko bliže, in jaz slutim tudi, da čutim še neke kulturne povezave ali pa celo družinske povezave. Vsak drugi Mariborčan ima neko babico, prababico, ki je iz Gradca ali pa ki je živela v Gradcu in tako naprej. Spravi, te povezave so celo družinske. Če so vse vprašanja izčrpana, potem se zahvaljujem
današnjima referentoma oziroma predstavnikoma Pavlove hiše oziroma avtorju Simonu Ošlaku Gerasimovu in urednikom Ohorjeve Celovške Hanziju Filipiču. Predvsem pa vas vabim, da s tem ne končamo današnjega prijetnega dogodka, ampak da se bolj neformalno podružite še v kavici in da seveda tukaj tudi morda kupite katero od predstavljenih knjig. Hvala lepa.